Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Daj. Spoštovani in cenjeni, spoštovani in cenjene, dober večer. Toplovod je pred nami, 6. epizoda 20. sezone, že 2 dekadi sva z vami Miha in serijski rušilec, maestro Cirej. Če želite slišati njegov gromki glas, kajti v etru, kot veste, nerad govori, potem morate poklicati naslednje zaporedje številk 01 475 2202. Kaj se gremo? Upozarjam, na prvo uho se tole zna slišati enostavno, ampak obljubljam, da lahko o nas pove več, kot si upamo priznati. Skratka, eno vprašanje, ki se na prvo uho zdi banalno, lahko pa o naši družbi, kot rečeno, o nas samih in naših predstavah, o prav in o narobe pove več, kot bi pričakoval od enega preprostega objekta, ki se ga pomaka v hren ali gorčico in ima na koncu špilo. Spoštovane ali cenjeni, velja tudi zate, maestro Cirej, ali je prav, da jemo meso? Še en razlog več, da ga poklicate, kajti brez običajnega oklevanja, premišljevanja in tistega izraza na obrazu preračunavam, je pokimal ja. Skratka, Ciriju se zdi prav in nima niti najmanjših pomislekov. Kaj pa tvoji zajčki, Cirej? Imaš zajčke doma? Okej. Nadaljujemo. Pustimo Cirejeve zajčke. Skratka, ste kdaj razmišljali, kako pride klobasa na vaš krožnik? Kdo in v kakih razmerah vzredi teleta, ki ne bo nikdar postal bik? Kdo in kako ga pripelje? Kdo in kako ga v klavnici sprejme? Prijazno govori in še bolj prijazno zakolje. Če še niste, se boste pač tokrat za voljo eksperimenta in seveda za voljo cilja, da se bolje spoznamo. Kaj vse ne želimo izvedeti, da lahko hrenovko namočimo v dobro kamniško gorčico in jo pogoltnemo brez kančka slabe vesti. Ja, dobra je. Še en tak disclaimer, da ne boste že na začetku začeli vzdihovati in stokati, kaj zdaj ta model moralizira. Ja, še vedno jem meso. Vedno manj, kaj ti moram reči, da me zadnje čase dajo resni zadržki, premisleka, kljub temu pa svojega gona ne znam povsem obvladati. Še vedno ne premorem te volje, da bi se mu odrekel. A sem zato nemoralen? A sem zato neiskren? A slučajno nisem dovolj sočuten? Vozim se po cesti, vidim vse tiste kamione. Danes sem ga srečal, ki v dežju in mrazu vozijo neka živa bitja na morišče, kjer jih bodo z elektrošokerji izgnali dol po tisti nakladalni rampi, jih usmrtili, obesili za noge, razkoščičili, raztelesili. In poleg bomo midva s Cirejem v eni taki čudoviti embalaži s fotografijo Logarske doline prevzela tamle pri najboljšem sosedu in preostanek zgodbe poznate. Preden nadaljujemo, eno posebno opozorilo. Verjetno ste opazili, da toplovod in toplovodar ne uporabljava več Twitterja oziroma X-a. Zdaj smo v fazi prehoda, ki se bo zgodil nocoj oziroma se že dogaja. Lepo je bilo na tem Twitterju oziroma X-u nekoč, dokler smo se znali obnašati, odkar je pa to postala deponija žlehtnobnih odvodov, frustracij vseh vrst, kar jih pozna človeštvo, v druženju tam ne vidim več nobenega smisla. Spoštovanje je šlo na dopust in prepustilo mesto neki toksični misli in pa seveda, kar je najbolj moteče in nevzdržno in ne služi ničemur, zlorabi vsebin za dnevne potrebe dnevnih kontekstov raznih bizarnih mehurčkov. Skratka, ne gre več za debato med tistimi, ki so zainteresirani, da bi si nekaj razjasnili, ampak za vse ostalo.
Seveda čast vsem izjemam, sploh tistim, ki ste bili spremljevalci toplovodne debate. Naj se vam zahvalim za pošteno, manirlih in spodobno minulo delo in naj vas v tem trenutku povabim nekam drugam. Gremo vsi skupaj lepo na Discord. Če greste na spletno stran, to je najbolj enostavno Vala 202 in med podcasti najdete Toplovod, boste videli spodaj pod tisto fotografijo oziroma grafično podobo ikono za to platformo imenovano Discord. Če že imate profil, samo kliknete in ste noter. Če ga še nimate, si ga naredite in potem kliknete in ste noter. Zadeva je zelo podobna na prvi pogled, jaz sem malo lesen za te zadeve, ampak podobno kot X, le da teme, ki nas zanimajo in ki jih skupaj ustvarjamo, nekako ne morejo zaiti v neke druge mehurčke, kjer se jih lahko po mili volji zlorablja, predstavlja v neke druge kontekste za potrebe dnevnih politik in podobna sranja, pa tudi kot moderator imam neke pristojnosti, da na umankanje manir debate upozorim, lahko pa posežem tudi po bolj radikalnih ukrepih, ampak toplovodnice in toplovodniki smo v svojem bistvu ljubitelji razprave in predvsem tudi drugačnih mnenj, zato mislim, da nam bo šlo tam super, ok. Skratka, tema je tudi tam razpisana, je prav, da jemo meso. Dajmo malo premisliti tole naše početje. Ne sej, Cire opozarja, da so linije polne, ampak lahko še z enim premislekom Cire dovoljuje. Evo. Skratka, pojesti malo salame, pohanga pšanca, piščanca, kot se reče to v enem besednjaku, ki pokriva širšo regijo, ne samo Ljubljane. Ali pa burger je nekaj najbolj normalnega. Kot družba imamo konsens, da v tem ni nič slabega. Ne? Po fiziološkem ustroju smo omnivoriji, torej vse jedili. Od pradavnine naprej, evo Cire kima, smo jedli živali in rastline, pravzaprav lovili in nabirali, ampak od pradavnine je že daleč, zato smo nehali nabirati in loviti pretežno. To zdaj za nas počne nekdo drug, ne? Aj vam to ok, ne? Kaj nam to pove o nas? A kdaj pomislite, da je recimo mesna industrija trpljenja? Ste bili kdaj v klavnici? Bi lahko sami zaklali teleta ali pa piščanca? Bi jih lahko 100 na dan, ne vem, koliko je norma. Nekdo to počne zato, da mi zdaj, oziroma da s Cirejem kupiva ta izkoščičen in izkrvavljen zrezek v tisti lepi embalaži sliko Logarske doline, ki med vrsticami sporoča, da je ta bik v resnici živel nekje, kjer bi mi radi imeli vikend, skratka, da se je imel zelo lepo, ne, ampak a veste, ta bik ni videl Logarske doline, ne. Ampak lahko pa rečemo tudi, ne, da sej bik ničesar ne ve, torej ne ve, da je lepo imeti vikenda, da je lepo imeti vikend v Logarski dolini, naprimer, ne. Lahko tudi to uporabimo kot izgovor, ki nas utrdi v tej veri, da je vse to ok in da nam opere krivdo, da rečemo, živali itak nimajo neke sposobnosti samozavedanja, ocene lastne situacije. Skratka, da ne trpijo, sem želel reči na kratko. Pa dajmo se mi pogovarjati, da ne bom sam do konca Toplovoda. Dober večer, s kom govorim? Lep dober večer, Zinka iz Škofje Loke. Ne morem verjeti. Ja, jaz vas lepo pozdravljam. Molila sem vsak dan za vas, pa nisem vedela, se boste še kdaj vrnil, a ne. Zinka. Ampak zdaj Bog hoče, da ste se vrnil in vas lepo pozdravljam in bodite v svetem duhu. Zinka, najlepša hvala. Ja. Tole je bil ganljiv uvod v tole oddajo. Je res. Moj povratek nazaj v 20. sezono Toplovoda je pravzaprav potrdil obstoj Boga. No, evo. Bogu hvala. Evo, Bogu hvala. Zinka, Ja. dajte mi povedati, jaz vem, kaj piše v Svetem pismu tam na začetku Nove zaveze, ne, v Genezi še, ne. Ja. Tam piše, da nam je vse na voljo, ne. Kar lazi, kar leta, kar plava. Seveda. In? In tudi Jezus je jedel jagenčka in ni nič narobe, pa še danes rečemo pri sveti maši jagne Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Okay. To pa zemeljsko. Zemeljsko. Ja? Ampak Zinka, a se strinjava, da je Jezus bil en poseben model? Dober frajer. Najvišji. Najvišji. On je dejansko nedosegljiv imperativ. Ne? Vsi si trudimo to postati in nekako naratuje. Zdaj pa, a si predstavljal, da se Jezus v eni Škodi Fabiji pelje tamle po ljubljanski obvoznici in mimo njega
piči en kamion na smrt prestrašenih in preplašenih, mokrih in prezeblih jagnjet božjih. Ja, Kaj se nama zdi, da bi zdaj Jezus, ki je bil tak frajer, rekel? Ne? Ja, to je božje delo, da se mi prehranjujemo s temo. Zdaj pa, da bi se jaz tam poglabljala vse tiste stvari, to nima smisla, res ne. Ker Bog je dal te stvari, da mi preživimo. Mi moramo preživeti, ne moramo samo solato jesti, pa zele, pa to. Jaz sem danes krvavice naredila, krompir, pa zele. In nimate božga. Ja, razumem. No, pa kaj? Ne vem, zakaj bi se pa tam te rastlina tudi uvene, a ne? Pa mi tudi umremo enkrat. Ok, pa Zinka, mogoče še zadnje vprašanje. Ja. Zakaj pa jaz ne smem vas pojesti? Ja. Zakaj boste pa vi ljudje jedali, se nismo ljudožerci? Ja, ampak zakaj pa nismo ljudožerci, smo pa jagnje božje žerci? Nismo ljudožerci, ne. Mi smo lepo božji otroci. Ja. In mi jemo, kar nam je Bog dal in to z užitkom in pustimo tiste vegane, če oni to jejo, pa ne jejo tisto travo, pa zele, pa ne vem kaj še vse. Ne jejo, Bog jim požegni. Zinka, najlepša hvala za tale glas iz Nove zaveze. No, lepo se imejte, pa lepo večer še naprej. Z Bogom, Zinka. Z Bogom. Živijo. Wow, zdaj sem pa dosal zganjen. Zinko sem res iz srca pogrešal in sem iz srca vesel, da se je oglasila in da je pravzaprav zopet ustvarila en odličen svetopisemski uvod v tole oddajo. Ne? Kaj ti tam jasno piše, da so te stvari od Boga ustvarjene, zato da so na nek način nam uporabo, torej na voljo. Ampak en znamenit borovniški modrec reče, da je med rabo in zlorabo velika razlika. Mogoče lahko kaj v tej smeri še porečemo. 01475 2202, dober večer. Ja, živijo. Živijo, s kom govorim? Živijo, Miha Domen pri telefonu. Domen, živijo. Kje bo začela? Ja, ne vem, mogoče ne, tako Zinko in Cireja sem vprašal, je to prav? Oba sta rekla, to je prav. Mogoče lahko z vami nadaljujemo, je to prav? Ja, mislim, je prav in ni prav, ne? Ja. Sigurno, tukaj so večne dileme. Jaz sicer pač jem meso, se trudim ga jesti zgledno, ne pretiravati in predvsem me zanima sam izvor mesa oziroma kako je ta žival končala za naš krožnik. Ok, a lahko to malce razdelava? Ja, se pravi... v kakšnem slogu, recimo... V idealnem svetu, mislim, da bi mogel vsak pač žival ubiti, ki jo bi potem lahko pojedel. Da bi v bistvu, da si to gdec, da si sposoben to žival ubiti in potem ti v bistvu tudi pripada tole, da lahko poješ. Skratka, če bi žival sam vzredil, tako. Bi jo na nek način... ampak zakaj je to manj sporno, kot če mi ljudje, ki znamo organizirati stvari, organiziramo eno tako proizvodnjo in nekoga plačamo. Recimo mi dva s Cirejem plačava nekoga, ki tamle v Zalogu za nekimi betonskimi stenami daleč od najnih oči to upravi, da nama se ni treba roke s krvjo mazati, ne? No, seveda, to, kar sem prej omenil, to je bilo tako v idealnem, v romantičnem svetu, recimo, ne, nikakor ne v realnem. Realno, pa kakor imamo zdaj tole masovno proizvodno, pa masovno živinorejo, pa pustimo zdaj še vse globalne probleme, ki pridejo zraven. Okay. Ampak jaz se tukaj predvsem postavim na pač, kako žival to doživlja. Mislim, se to itak ne moramo vedeti, ne, ampak moj cilj bi bil pač, da če jaz si to predstavljam čisto takole. Če žival živi nekje v naravi, ima tam en kup, ne vem, slabih stvari, ki življenje pač
krajšajo njeno dobo, ima plenilce, ima bolezni. Ja. In če se mi odločimo, da živali redimo, je potem prav, da jim omogočimo, se pravi, stalno hrano, veterinarsko skrbo in potem si vzamemo pravico, da jim predhodno vzamemo življenje. Čakajte malo, Domen, a vas jaz prav razumem? Skratka, mi živali v resnici s tem, ko jih vzredimo kot klavne živali, da so že rojene, jih s tem, skratka, mi jih rodimo v neko eksistenco, ki po kvaliteti prebivanja časa presega tisto naravno, polno parazitov, predatorjev, slabega vremena. Aha, skratka, ja, piščanci tamle v pivki na vikendu, 24 ur na dan ima sonce, ne, zato da hitreje zraste. To bi bilo idealno, ampak vsi vemo, da temu ni tako. Ampak ja, idealno bi bilo, da bi te živali živele v enem lepem okolju, kjer bi pač bile brez naravnih sovražnikov in bolezni in v zameno bi jim potem mi prej vzeli življenje. A ne bilo to kul? Ok, skratka, vi si vest lajšate s tem, da si domišljate recimo, da piščanc tamle, ko po 6 tednih, ne, ko je dovolj star za zakol, reče, mater, ne, saj sem živel samo 6 tednov, pa ves čas pod lučjo, pa malo je bilo prostora, ker je bila gneča, pa ful je bilo vroče, ker tako hitrejš rastem, pa cel dan, 24 ur sem se moral hraniti, ker tako hitreje rastem, ampak sem imel pa hrano ves čas na voljo in bil je totalen žuren, tak piščanči, rave party in splačalo se je živeti to življenje, evo, in dajem svoja junaška prsa na krožnik. Jaz govorim, da to ni kul, ne, to govorim zdaj o masovni vzreji, jaz govorim o manjši, lokalni vzreji. Okay. Naprimer pač, čist primer, da se pač krave niso v štalah privezane, da jih ne tovorijo s kamioni čez celo Evropo, ampak da jih ima, ne vem, en lokalni rejc na pašniku, kjer jim omogoča stalno hrano, stalno veterinarsko skrbo, svobodno gibanje in v končni fazi tudi en čim bolj normalen zakol. To se mi pa zdi kul. Okay. Mogoče še tako kot za Zinko zadnje vprašanje, a bi vi mene pojedli? Ne, tukaj je pa spet čisto ena druga, bom rekel, evolucijska fora. Vse tudi danes sem poslušal Boštjana, vidim še rekel, da je Dinko Marjev bol do zdaj. Dobro, verjetno kdaj je tudi kako žabo povozil, ne? Ja, mogoče po nesreč. Sem ja normalno, pač jaz vas ne bi bol in se to gre nekako... Ne, ampak če jaz recimo konsenzualno, če bi pristal na to isto, da bi rekel, ok, vi zdaj meni omogočite, jaz sem že malo star pa žilov, ampak recimo, da bi bil star 15 let in bi se odločil, ok, do 35. leta živim v vašem apartmaju, torej v nekem vzredišču in potem darujem svojo maso mesa za vašo prehrano. Ne, seveda ne bi mogel tega narediti. Zakaj ne? Svojega psa ne moreš ubiti pa pojesti. Zakaj ne? Ja, tkivo je tkivo. Ma vem, sej najbrž v skrajnih primerih bi tudi svojega psa pojedel, ne? Ja. Če bi lih nujno rabil te proteine, kar umrl. Tako gre, pač hierarhija, niti pa problem, naprimer, miši ubiti. Ok, jo ne boš pojedel, ampak jo pač ubiješ brez problema, ne? Ali pa ne, mogoče. No. Ali pa komarja, ne? Ja, ali pa komarja, ne? Ne vem, jaz mislim, da pač tako smo zasnovani že evolucijsko, kakor ste prej omenili, smo omnivori. Človeštvo se je razvilo ravno tudi prek tega. Predvsem pa mislim, da ja, meso se lahko je, ne se pa uporablja eno zdravo mero, predvsem pa, če se leda, ne se kupuje lokalno, kjer se pozna izvor, kako je ta žival živela. Okay. Domen, skratka, jemo lokalno predelane srečne zrezke. Ja. Na kratko. Domen, najlepša hvala. Malenkost, živijo. Nihče ne želi cireja požreti. Nič 1 475 2 202. Evo in
Naj s ponosom povem, po novem, skratka, prehajamo iz X-a oziroma Twitterja na Discord. Poiščete ga tako, da na spletni strani Vala 202 poiščete med podcasti Toplovod, spodaj ikonca Discord in če imate tam profil, lahko nadaljujete in kar nekaj jih je že in evo, Heisenberg pravi, prav je, da jemo meso, ni pa prav, da jemo procesirane mesnine v enormnih količinah, tako kot je zelenjava dobra, niso pa dobri mesni analogi, ki se stojijo iz soje, aditivov ter konzervansov. Ana dodaja, še 10 let pa bo gojeno meso na razpolago, narejeno iz živalskih celic v laboratoriju, meso brez zakola v Singapurju je že na razpolago. Obema hvala. Dajmo takole nadaljevati tudi na Discordu. Vračamo se v eter. Dober večer, s kom govorim? Dober večer, Štefan. Štefan, očitno večer legend. Prerok Štefan bo spregovoril. Kako je Štefan zdaj s tem? Ja, tudi v enem idealnem svetu bi res bilo, na enem tudi visokem duhovnem nivoju, da ne bi mi tule pobijali, ne. V končni fazi bi bilo to nekak idealen svet. Če bi bil pa ti zdaj, če pa bereš recimo, a pa če bi bil v gulagu zaprt, ne, bi pa vse pojel, ne. Takrat, ko so po lastnem blatu brskali, da so še enkrat korenček pojedli, ne. Takrat bi tu vse pojedel, ne. Ja, seveda, vsi poznamo te ekstremne razmere, ampak mi živimo pravzaprav v popolnem izobilju, ne, vsega in lahko izberamo. In seveda izberamo tudi industrijsko predelano meso in verjetno moramo en kup etičnih ali pa moralnih vprašanj ali pa dilem zanikati, da lahko to počnemo. O tem pravzaprav želim govoriti, ne? Ja, sigurno, to je sigurno. Mi imamo, jaz tako mislim, to je moje mnenje že dolg časa, ali žival, če ti poješ meso. Vse ne rečem, da idealno bi bilo, da bi vse sam pobal, ampak ti moraš žival kupiti, vzgojiti. Recimo, jaz sem imel kozličke, ne? In sem se glih z tega razloga odločil, da bom jaz to naredil, zahlačencev me je grizu, tako viš, kako je kozliček prijetna žival. Pol sem mu pa vrat prerezal, pa ga pojedel. Štefan, samo trenutek. A veš, kaj se dogaja v tem trenutku? Prvi mesožder naše hiše, maestro Cirej, se zgraža, križa, vzdihuje in zavija z očmi. Ni tu neč. Ne, to je hinavsko, ko mi delamo. Vse je to temu drugega meso, ampak to je hinavščina. Ne. Zato, ker se prenažeramo, ne. Jaz mislim, da bi mogel to vsak človek tu, kaj meso je, vsak. Že od, zdaj ne vem, mogoče, če v vrtec še prehmalo v šoli, bi mogli po otroke pelati, ne da tam kravce božajo, pa tam idealizirajo ta živalski svet po vrtcu, kar riše une teličke, pa kozličke, pa muca, pa ne vem kaj. Se pravi, v šoli, recimo v 7. razredu pri gospodinskem pouku zakol zajčka. Tako, pa individualni zakol zajčka. Pa filan ga zajca speč, ne, tako pa recimo, še malo, če že to ješ, ni pa to nujno za tiste, ki ne jejo, ne. Jaz sem probal živeti brez mesa, 8 dni mi je ratal. 8 dni, to lahko rečem, to ni nič v bistvu, ampak jaz sem rekel, takrat sem se odločil, nisem še na tej stopni razvoja, nehal sem kaditi, leta nazaj, ni dima več naredil, nehal sem pit, tudi kapelce več, meso mi pa ni ratal, ne. Ker tu, ne, tudi prej, recimo, bi se na Zinko navezal tudi, ne, pa pozdrav Zinka, ko prav tu v cerkvi, recimo, rečejo, to je moje telo, ne, in pojejo, Jezuščka pojejo, to se pravi, to je še stopna višja, perverzna, to so kanibali, telo pojejo, ne. Pustimo mi prispodobo, da je to, ampak prej, to je moje telo. In ga pojejte, da se boste mene spominjali, kako to je, se v vas preidem. To so kanibali, pa še vinčka malo spijejo, pa še vampiri. Ne, to je moja kri. To je banda. In tudi mi smo tako vzgojeni, da tu je veliko hinavščine klepar tem, ne. Velike hinavščine. Tudi eni so ribe jejo, kobajagi tu ni nič. Ja, a riba pa ne ubiješ. Ja, ampak jaz poznam kup ljudi, ki se izrekajo za vegetarijance oziroma rečejo, jaz sem vegetarijanec, jem samo ribe. Dajva ta vidik obdelati, ne?
Ja, lahko se on tako predstavlja. Ne. Recimo ribe in tu mogli tava. Ne. Ja, ampak njihov argument je, jaz upam, da bo poklical kak ribojedec, ne, ki je samo ribe in ne je mesa zaradi industrije trpljenja. Argument ribojedcev je, da riba kot žival živi polno življenje v svojem, bomo rekel, habitatu, če ni gojena, ne, recimo v morju in potem je v nekem trenutku odstranjena iz morja in iz življenja in nam služi kot hrana. In pravijo, da je to bolj etično početje kot... Ni. Kako? Le v unim reži uvira tam zajčka pa pihneš in tak pa ga ni. Še ne ve, kaj se mu zgodil. Pa ne zagovarjam tega pobijanja, ali ne? Ampak tako, jaz priznam, sem, bi rekel, nobeni popolna, ne? Vsake po nepopolnosti popoln. Jaz sem mesojedec, malce že počas, ne da se sramujem, ne? Ampak se zavedam, da je tu bi lahko malo izločil. Lahko bi malo vsaj en dan ne bi recimo jedel. Tudi se ni tu biti zdrav, ne? Ja. Ali pa ne vem. Pa še tako je, ne? Jaz tudi prispodobo lahko potegnem. Mi krave, ne? Pojemo na koncu. A pa vmes sistem pa tudi nas poje, se tudi nas vzgajajo, da nas v bistvu, da nas žirajo, ne. Se te požirajo, kolikor si vreden, tukaj lahko te požirajo, ne. In tudi nekako tako, ne. Ja, tudi mi imamo podobno vlogo kot piščanci na farmi. Mislim, da je isto kot una kravca, ko štal, ki je privezana, lepo kmetu roko poliže, v oči pogleda, ne. Po krave ima lepe oči. Ja, ne. Zato tu, ko se eni zgražajo, tu je nizka stopnja zavedanja. Ne? Prerok Štefan, najlepša hvala. Ja, lepo se imejte. Lep večer želim. Tudi ti, lep večer. Večno. Spoštovani in cenjeni, govoril je Prerok Štefan. Beso pa piše na Discordu. Idealno bi bilo, da z mesnimi izdelki postopamo podobno kot z alkoholom, torej zmerno, nikakor ne vsak dan, nekajkrat na teden perutnino in ribe, okoljsko intenzivno meso, krave in pujse pa sezonsko. Ok, vsaj stremeti moramo k temu, dodaja še, čeprav smo grešniki in ne bo vedno tako, imamo pa edinstveno priložnost, da tak odnos do mesa privzgojimo našim otrokom in bodo razumeli. Miha na Discordu, lovci in nabiralci so živeli dalj časa kot kmetje na pretežno rastlinski hrani do začetka moderne medicine in veliko manj časa so porabili za pripravo hrane ter delali manj. Ok. In spet Heisenberg, moramo stopiti na realna tla, hribovita področja v Sloveniji moramo nekako izkoristiti, zelenjave verjetno v hribih ne bomo sadili, lahko pa paseš živino. Skratka, danes razpravljamo o moralno-etičnih vidikih prehranjevanja z mesom, a je prav, da ga s cirejem jeva, oziroma je prav, da ga jeste vi, oziroma s kakšnimi prepričanji za lajšanje vesti štartate nad pohan šnicel na krožniku, če sem povsem enostaven. Dober večer, s kom govorim? Pozdravljeni. Živijo. Simon, živijo. Zdravo, jaz mislim, da se moramo najprej razčistiti v bistvu te evolucijsko gledano, če ne bi mesa jedel, nas sploh tukaj ne bi bilo. Ja. To vegetarijanci vedeti. Ne? Ja. Tako da to je ena stvar, seveda pa se strinjam tudi s prehodniki, da v bistvu ta pretiranost, ampak niti ne to samo, da jih preveč vzrejemo, ampak greš v trgovino, pa lahko kupaš ovčetino iz Nove Zelandije, to je vse pač po domače povedan preseravanje, ne? Eno veliko, ne. Tako da jaz bi rekel, recimo, ampak zdaj naslavljava že neke druge vidike, ne. Seveda je traparija x kalorij ovčetine voziti z Nove Zelandije, ne, ker porabimo več kalorij za transport, ampak govoriva o tem odnosu človeka do živali. Kaj pa tukaj bolj ali kaj manj etično, oziroma prej smo govorili o ribah, ki so menda manj sporne, pa zdaj smo slišali celo na Discordu, da so piščanci manj sporni kot recimo pojemo prašiča ali pa mene ali pa cireja. Ja. Za me ni razliko, če ubijem ribo ali pa prašiča. Ne? Mislim, da je to čisto enaka stvar. Zdaj mogoče bi se malo lahko na tisto navezali, kaj so prehodniki povedali. Jaz recimo kupujem od kmetov meso.
Se pravi, to pomeni, da ga ne dobim vedno. Ne? Se pravi, ker si jaz zaželim tisto govedino ali pa teletino, je ni. Prav, oni me pokličajo, ko bodo klali, to je približno 1 do 2 na leto in takrat lahko dobiš meso, drugače ga pa pač nimaš. Ne? Tako da mogoče bi lahko to smer bolj gledali, da bi malo več tako se lokalno res usmerili. Ok, ampak bom rekel, kater vidik tega, kar ne bi bilo sporno, s tem odpravimo? Mislim, spornosti sigurno odpravimo. V osnovi je človek tudi žival. To se moramo pač zavedati. In vsa morala, etika je nek konstrukt naše družbe, ki smo pač ustvarili. Ne? No, se je tudi nemorala konstrukt naše družbe, ne? Tudi. Zato se dotikamo... Tudi kanibalizem je tudi pač konstrukt neke družbe, nekega pač tam ljudstva, ne? Ampak zakaj je kanibalizem tabu? Ja, ker to je le lastna vrsta, ne? To je malo, za nas je to pač še najhujš. Poješ lažje nekoga drugega, kot samega sebe, ne? Po moje, da si tudi ne želiš, da bi te kdo pojedel, ne? Rajš pojeva eno kravo lisko, ne? Kar nima nobene veze z nama, kokar pa, da bi pojedel jaz tebe ali pa ti mene, ne? Ja, ampak zakaj? Ja, to je pa konstrukt naše družbe, ne? To je pač morala, naša etika. To se nam zdi, pač, po mojem, tudi nekako samohranitveni ta, da v bistvu moramo sami sebe pač vse nekako se varovati in se da to eno skupnost, ne? Tako da po mojem, da zato se najemo toliko ljudi med sabi, ne? Da se pač, raje se na živali sredotočimo, da bo nas pač več, ker potem imam manj možnosti, da me bo lev požaril, ne, na ta način. Ne. A ste gledali film Soylent Green? Ne, nažalost ne. Tam jedo ljudi, no. Ampak šele ob koncu, ko ljudje zapustijo ta svet, v bistvu imajo eno tako obliko prijazne evtanazije oziroma evtanazije, kjer te omamijo in ti projecirajo take lepe pomladne prizore in ti potem odideš v onostranstvo, tvoje tkivo pa ostane in z njih izdelujejo neke take tablete Soylent Green, kar je edina hrana, ki je človeštvu še preostala. Zanimivo. En distopičen film iz 70-ih let, se mi zdi iz 70-ih. Nisem pa prepričan povsem. Ja, najlepša hvala, Simon. Hvala in lep večer. Lep večer tudi vam. 014752202. Preden rečem dober večer, ta Discord, moram priznati, se je kar razživel. Niki piše, pozdravljeni, bilo je rečeno, da je bil super svetopisemsko začet pogovor. Ni res. Evo, ni res, dodaja, ker Bog nam je napisal in dal rastlinje za hrano. Tako piše, kasneje po potopu je dovoljeno nekatero meso zaradi okoliščin, ampak priporočena rastlinska prehrana. Zakaj? Ker moderna znanost dokazuje, da je to najbolj primerna prehrana za človeka. Človek lahko super živi na rastlinski prehrani, ampak se ne sme jesti samo solata. Zakaj bi vzgajali in ubijali živali, če to dejansko nepotrebno? Niki, najlepša hvala, ampak jaz sem tudi... tam, če odpreva svetopismo Nova zaveza in si prebereva, ne Nova zaveza, pravzaprav tam geneza, čist na začetku, si prebereva, tam piše, bom jaz pobrskal točno, kaj piše, ampak tam piše, da vse kar lazi, gazi in plava. Prav se mi zdi z zelo podobnimi besedami. 014752202, dober večer. Dober večer. S kom govorim? Jana pri telefonu. Jana, živijo. Ja, živim. Jaz sem se pridružila zdaj malo bolj pred koncu, pa imate tako zanimivo temo. Če bi se malo navezala na tega zadnjega gospoda, ki je govoril, oziroma z vsem, kar sem slišala, se v bistvu strinjam. Kje začeti, zakaj ljudje ne jemo ljudi? V bistvu ne vem, zakaj kanibalizem je bolj moralno-etično sporen v prepričanju ljudi. Ena varianta je, naprimer, tudi živali jejo samo določene živali oziroma rastline, določeno hrano, ki najbrž njihovemu organizmu ustreza. In mislim, da ljudje večinoma jedo meso živali, ki jedo rastline.
Ne? Človek je pa žival, ki je meso, torej si mislim, da tudi organsko ne gre skozi. Aha, da bi, nisem pa zdaj v to strokovno prepričana. Da bi človek pojedel človeka. Ja. Okay, naprimer, je pa prašiča pa govedno, ki... Ja, ampak prašič je omnivor, tako kot človek. Ja, ampak večinoma se ga hrani z rastlinsko, no, razen... To je pa res, ampak kriminal prekrit, ne? Ja, ampak na kak način to spreminja, na kak način to pere mojo vest? No, sej pravim, strokovno v to se ne znam spuščati, tudi vesti jaz ne perem. To je pač samo en pomislek tak v zvezi s tem, no. Pa imate kdaj pomislek, kadar jeste meso, da to ni prav, da recimo obstaja cela neka industrija trpljenja. Se ne trpijo samo živali, ne trpijo tudi ljudje. Ja. Meni je najbolj sporno tle prehrambena industrija. Ja, na kak način? Na tak način, da se masovno proizvaja živali za prehrano ljudi. Zelo se strinjam s tem, da bi se jedlo lokalno in če se je meso, da se je pač lokalno, da ti živiš s to živaljo, da najprej mogoče ti nekaj v nekem sobivanju na nekih kmetijah, ampak to seveda v globalu pri toliko veliki količini ljudi ne gre, ne. Sporno mi je to, kako se proizvaja meso, sporno mi je tudi to, kako se veganska hrana proizvaja, ki se jo poskuša približati pogledu, okusu, videzu, mesu, ne. Ker jaz lahko povem svojo izkušnjo, jaz sem oboževala meso v kombinaciji z rastlinsko hrano in je bilo pretežno meso z rastlino moja prehrana. Do trenutka, ko mi je meso zasmrdelo, to je bilo zdaj 8 let nazaj približno in 1 leto za tistem je prišlo do tega, da mi je zasmrdelo tudi jajce, mleko, sir. Ampak kaj to pomeni zasmrdelo? Zasmrdelo v nekem fiziološkem smislu ali je to posledica premisleka? Telo je bilo tisto. Popolnoma nič ni bilo premisleka, telo je bilo tisto, ki je povedalo dovolj. Tako da tudi, če sem jaz jedla nekaj, naprimer paradižnikovo omako, ki je bila narejena na slanini, tega nisem videla, ampak so rekli, ja, sej samo paradižnik, jaz sem to pojedla, po okusu sem zaznala, da nekaj ne bo najbrž okej. In sem 15 minut za tistem bruhala in to se mi je vedno ponavljalo, kadar je v moje telo prišlo meso ali pa... Ok, ampak kako si mi zdaj lahko s tem podatkom pomagamo v tej razpravi, mislim? Ne vem, jaz lahko povem svojo izkušnjo, ne sodim, ne tistih, ki jedo meso, ne tistih, ja, ker moja izkušnja je drugačna, ne, moje telo... Lahko je pa to pomislek, jaz sem vedno poudarila, meni se zdi to velika razlika, ker se nisem zavestno odločila za to, da ne bi človek tudi telo poslušal in upošteval, nekako zdravo živel in sledil temu, kam ga to vodi. No, odlična iztočnica, ker jaz imam pa problem. Ne? Recimo, moje telo z velikim veseljem sprejema vnos živalskih kadavrov. Ne? Moje telo ne protestira, kadar van vnašam živalska trupla. Se je pa začel oglašati moj duh zadnje čase. Ne? Tako občutek imam, da sem težek hipokrit. Ne? V tem primeru jaz ne vem, kaj bi svetovala. Mogoče tako, kot je rekel predhodnik, ne? Da se je, ne vem, domače ali pa da samo loviš, ne? Ne daj ribe, nauči ga loviti ribo. Razumem. Ne, da v bistvu sami nekaj naredimo v zvezi s tem, ne da gremo v trgovino, kupimo polovico tistega, ki ni dost dober, vržemo proč in vzamemo sam nekaj dobrega in niti se ne zavedamo, kaj v bistvu sploh jemo. Ne? Torej, prosto po preroku Štefanu naredim ta pomemben preizkus in si sam vzgojim jagnje Božje in, to bi bilo zelo dobro, in poskrbim tudi za poslednje dejanje. Ja, in greš na morje, vržeš trnik in če riba prime, jo poješ in če riba ne prime, se zadovoljiš pač z regratom, ki ga nabereš po poti domov. Jana, lahko je vam govoriti, ne, zdaj, ko vaše telo zavrača živalske beljakovine? Ja, to pa je res. To pa je res, ker nikdar mi ni bilo težko se odreči mesu, ker zame to sploh ni več hrana. Najlepša hvala. Prosim. Srečno vsem mesojedcem in rastlinojedcem.
Srečno vsem. Hvala lepa. Evo, tudi na Discordu ne manjka članov. Tale je lepa. S čim se bomo pa prehranjevali po zimi, glede na to, da po zimi ne uspeva ravno veliko rastlin? PMCAR 89. Bravo. Kar tako naprej. 01475 dober večer. Dober večer, sem jaz na vrsti. Vi ste na vrsti, kdo pa ste? Katja živi. Katja iz Ljubljane. Ja, jaz pa, če ga ima gospod Cerej zajčke, a ne? Ja. Jaz imam tudi enega doma, enega kunčka. A gremo mi tega kunčka pojesti prihodnji teden? Ne, pa preizkusimo, naredimo recimo novo verzijo toplovoda, prinesem jaz tisto desko leseno sabo, nož, pogledamo na YouTubeu, kako se to postori in upam, da vas nisem prizadel. Ne, zaradi tega, ker sem imela še prej enega kunčka in ko sem imela prejšnjega kunčka, sem absolutno nehala jesti pač zajčke, ne? Mislim, zajčke. Dobro, kunč zajce. Ok, jeste pa, zdaj smo pa še pri enem. Jem pa meso, jeste pa meso. Ja, tako. Ja, ker jaz poznam eno frendico, ne, in ona pa recimo ne je konjskega mesa, ne? No, a smem povedati zakaj? Povejte. Ker imajo tako lepe oči. Dobro, se pa tudi srne ne pjedel, pa ne vem še koga. Ok, Katja, ampak vi zdaj, torej, hočem reči, da bližina kunčka v vašem življenju je v vas prebudila en tak sočutje za tudi za ostale kunčke, pa zajčke. No, sam da do konca povem, ne, okay. Se pravi, jaz, ko sem imela tega prvega kunčka, oziroma zajčka, jaz nisem jedla zajčka. Sploh ne, gotovo, ni govora. A ne? In potem zdaj imamo pa še enega, a ne? In tudi ne. Ampak vmeska pa nismo imeli kunčkov pa zajčkov, sem pa jedla kunce in oziroma zajče meso, ko se je rodil otrok, oziroma ko sem imela tamavga. Ste pa nehali otroke jesti? In ba je, da je to zelo dobro meso za otročke, no, mejhne, no. Tako da takrat sem mu pač to kuhala, ne. No, zdaj, ki je on že večji, seveda ne jemo tega kunčjega mesa in zajčjega mesa. Hočem pa reči, da je pa je zelo zdrav. Ja, rad verjamem, ampak zdaj, če se midva prav razumeva, kako naj se zdaj s tem, kar ste povedali, pomagam? Želite reči, da bi recimo moral, da bi moral imeti bikca doma? Vse to. Ja, vse to. Vse to, a ne? Kaj dejansko, da te bližina, da smo, da našo, bom rekel, našo lakoto po mesu poganja tudi našo odtujenost od živali na nek način. Ja. Bolj kot smo oddaljeni od njih, raje jih žremo. In več jih požremo. Ne vem, mene tle dilema zdaj, a to je ful zdravo, pa damo otrokom to za jesti, ali pa nam, naprimer, sem važen, ali pač tega ne jemo, ker pač smo, ne vem, vegetarijanci ali pa so vegetarijanci. Ne vem, Katja, jaz se bolj to sprašujem, ne, zdaj, a si midva predstavljava, zdaj vizualizirava nek tist siv šlepar, kamion, vlačilec se reče, ne, ki vleče tam nekih 50 telet v neko klavnico, v tem trenutku potuje nekje čez tisto madžarsko ravnico, si predstavljava, prši veter, prši dež, piha veter. Vedo, da gredo v smrt, ne čutijo. Ne? Zdaj, midva veva, da ta zrezek mogoče ni najbolj moralna odločitev na krožniku, ampak... Mislim, se lih to hočem reči, ne? Jaz, ko vidim tega našega kunčka, pa tako, ko ima vaš gospod Cire, pač nekih zajcev tam, mi tudi ni glih, da bi jih videla na krožniku zdaj, ne? Ampak
ne vem, so pa rekli, se pravi, takrat, ko je bil pa otrok mehen, da pa zajče meso blazno zdravo za otroke. Okay, in razumem, takrat sem ga kuhala, ne, oziroma sem delala zajče v bare, pa ne vem kaj. Okay. Ampak zdaj pa ne, ker imamo spet novega zajčka, ne. Ampak zdaj delate pa telečje obare, če vas prav razumem. Ja, zdaj. Aha, to vi nam prodajate cel čas, da nekako kljub temu, da kuhate telečje obare, pa premorete dovolj usmiljenja, da kunčih pa ne. Ja, to. Katja, tle mi je tudi meni moralna zadrega, no. Tako da priznam, no. Katja, najlepša hvala, ker ste delili tudi ta blazno zanimiv aspekt mesojedstva z nami, no. Ja, no, tako. Kako je pa ime vašemu kunčku? Uhi. Kako? Uhi. Uhija pozdravite. Ja, bom. 8 let je že star, tako da je kar 3. Lahko noč. Evo, hvala lepa. Pa pozdrav sem ostalim zajčkom. Evo, zajčki, pozdravljamo vas. Toplovod vas pozdravlja. Uhi. 01475 2202. Dober večer. Halo? Ja, živijo. Halo? Ja, živijo, toplovod tukaj. Martin iz Domžal, v soboto so v čast mojega imena, Martin. Martin, ste Martinovali. Jaz sem Martin iz Domžal. Martin, živijo. Ja, lep pozdrav, gospod Šalehar. Sem vesel, da ste se vrnili. Ja, hvala lepa. Martin. Živi in zdravi. Tako, Martin, dajte mi povedati, kako ste pa vi s temi moralno-etičnimi vidiki uživanja mesa? Ni težav. Kaj to pomeni, da ni težav? Da sem vse jed. Kot prašič, kot ste tudi večkrat omenili. Ampak, ja, povejte. Ja, dajte mi povedati, kaj vas dela tako čvrstega na tem stališču, ker ste mi všeč, ne, ste poklicali, imate neko samozavest, ste nek tak prepričan mesojed, ki verjame, da v tem ni niti kančka narobe in me zanima, dajte še nas prepričati. No, poglejte, jaz sem večkrat spremljal po YouTubu filme, preko telefona v glavnem, ker televizorja nimam. No, in sem videl veliko oddaj o množični reji živali v Ameriki, množičnem ribolovu na Japonskem in drugje, in tako dalje. Sem pa pred leti poslušal tudi eno popolnočno oddajo o dveh vegetarijancev in voditeljice. Ja. In sta razlagali o vegetarijanstvu. Ja. In potem je tamle ena vegetarijanka oziroma tista partnerica, kakorkoli že, je rekla, da imajo tudi veganske krvavice. In jaz kot malce čuden poslušalec, sem pa poklical, iz katere krvi so te krvavice, in je obmolknila, ne? Ja, Martin. Kaj mi ti govoriš o krvavicah, Madonca, buziš tamle o nekem vegetarijanstvu pa o krvavicah, ne? Martin. No, potem pa še... Martin. Ja. Dajte mi povedati, kaj ste se naučili z tistih dokumentarcev o množični prireji mesa pa množičnem izlovu rib. Ne mi zdaj razlagati, kako se znašate nad vegetarijankami. Ja, se nič znašam, jaz sem samo logično vprašal tole vegetarijanke. No, ampak to je bila provokacija, vse veste, da v vegetarijanskih Kaj neumnosti govori vegetarijanka o vegetarijanskih krvavicah? Obstaja rastlinska kri ali kaj? Ja ne, ampak jaz sem recimo zadnjič jedel veganske hrenovke. Ja, ampak ona je govorila o krvavicah.
ne pa v hrenovkah. Ja, ampak jaz sem zadnjič jedel veganske krvavice. No, pa jih jete, zdaj mene. Pa se ne sprašujete o tem, čigava krije nos. No, potem pa glede tega, kaj sem se naučil, oziroma kaj sem povzel iz te množične reje živine oziroma mesa, ne, in ne mesa, ne, so ribe. Ne, pravijo, da to ni ribe niso meso, kar tudi cerkev razlaga, ne, da menihi ob petkih se postijo, ne, da ne jedo mesa, jedo pa ribe, ne, pa take neumnosti, Madonca. Ne. In potem še glede tistega ljudožerstva, ko ste ga omenjali. Ja. Ljudožercev ni več, pravkar smo zadnjega pojedli. Lep pozdrav. Martin. Prosim. A se mi je zdelo, da ste še tukaj? Ja, sem. Ker sem čakal 10 minut, da sem prišel v eter. In to vas je malce vznejevoljilo. Kaj? Da sem čakal 10 minut? Ja. No, niti malo ne. Jaz sem potrpežljiv človek in z jasnimi stališči. Ja, ampak niste mi pojasnili teh vaših čvrstih mesožerskih stališč. Da, kaj? Ja, ne vem, zakaj. Ja, pa je meso, pa je rastline in tako dalje. Kaj bom jaz zdaj tukaj pojasnoval? Jaz sem vse jete enako kot prašič. Pika. Pa nisem prašič. Ja, razumem. Ja, kaj ste pa vi, pa ne vem, to pa vi sami povete, jaz vas sprašujem. Ne vem, iščem novo identiteto, Martin. No, pravilno, ne. Samo da bo pir. Tudi pir je v redu. V redu, verjamem. Martin. Držite se, gospod Šalehan. Martin, hvala. Jaz sem Martin, ne pa Martin. Kako ste? Jaz sem Martin, ne pa Martin, ker sem vam povedal, da v razliko med Martin in Martinom je bila v soboto 10-minutna oddaja v Kisu na Radio Slovenija od 7:30 do 7:40. Pa poslušajte. Bom, hvala. Prosim. Živijo. Dober večer. Dober večer. Živijo, s kom govorim? Sašo pri telefonu. Sašo, živijo. Zdravo. Evo, meni je pa zelo zanimiva ta tematika, ker se sam dosti razmišljam o tem. Ni samo meso kot meso, ne. Jaz sem recimo vegetarijan že po moje 10+ let. Tudi rib ne jem, ampak se vseeno ukvarjam v bistvu z vprašanji, ki so bila danes zelo zanimivo izpostavljena. Ne. Bistvo je pa ta, se mi zdi, kakšen bi bil poduk ali to, kar vi sprašujete, no, kakšna je rešitev, ne. Ker recimo, v redu, jaz sem vegetarijanc, ampak kaj zdaj to pomeni, ne. Jaz recimo, ne vem, sir pa jajca vse en jem. Zdaj si pogledamo moralno spornost tudi tega. Recimo tudi kokoši, če niso res lepo spuščene, smo na istem kot v tem tovornaku, ko govorite, ko se živali noter pelajo. Ne? In potem, zdaj pa mogoče bom šel mal na, upam, da ne bo preveč filozofska tema, ampak je zelo zanimiva. Kakšna bi v bistvu bila rešitev? Jaz mislim, da bi bila rešitev, da bi bilo treba razmisliti malo v drugi smeri. Ta smer je pa, naprimer, dajmo si pogledati živalski svet. Živalski svet, seveda, živali jejo živali, ampak jaz vidim tukaj eno bistveno razliko. Recimo lev, ki vpleni gazelo, vpleni samo eno. Tako bi bil zmožen vpleniti tudi 50. Ne zajezi, ne napravi, bom rekel, štalce in ugrabi 50 gazel in jih ima noter zaprte. Ne? To se mi zdi tako dosti zanimiva stvar, ker pripelje tudi do enega globljega spoznanja. Ne? Vsi mi, se mi zdi, da ljudje
izhajamo iz tega, kot da smo, bom rekel, res vrhunc evolucijskega razvoja. Se pravi, da je cel svet podrejen nam in vse, kar se na tem svetu dogaja, je speljano zgolj zato, da mi preživimo. Kar jaz mislim, da ni glih tako. Ne? To smo si mi zamislili. Žival, če jo imaš, točno vidiš, da ne bomo šli v inteligenci, kaj žival zmore, ampak na kakšnih področjih je bistveno, ko recimo jaz imam psa, ko ga spremljam, to je zelo velika inteligentnost, taka in drugačna, morda v dostih področjih še dosti bolj, kot smo ljudje. Ampak zanimiva je ena druga stvar, ne? Prej, ko smo o kanibalizmu, pa o ljudožerstvu, pa o vsem tem. Ne? Če vse to strnem v eno misel, zakaj se nam pa ljudožerstvo tako upira? Pridemo pa res do tega, do čiste sebičnosti, se pravi tega, kar sem rekel, ne? Ljudje ne bi bili vrhunc vsega in vse je namenjeno samo nam, da mi preživimo. Jaz mislim, da temu ni tako, ne? In če bi vsi spremenili mogoče tudi res malo mišljenje, da temu ni tako in da je treba res spoštovati vsako živo bitje, bi bilo marsikaj lahko drugače, ampak da sem zdaj še malo bolj konkreten, ne? Če smo sposobni to, da rečemo, ja, žival je potrebna za preživetje, potem bi bili mogli biti sposobni tudi sami sebe predati, pa reči, ja, tudi mi smo potrebni za preživetje nekoga. Ker v nasprotnem primeru bo evolucija pripeljala samo do tega, da se populacija ljudi tako razširi, kar pa vemo, da je potem, bom rekel, na ravni neka rasa, kjerkoli, ki je preveč, je to preveč in ne bo šlo že po naravni poti. Seveda, če se lahko mešam, tale vaš ekspoze pravzaprav ob koncu oddaje deluje kot odgovor za naslednjo oddajo, ker v današnji oddaji smo pravzaprav govorili o živalskem trpljenju kot enemu od temeljev naše eksistence. Ne? V naslednji bomo pa nadaljevali o tem, da zlahka sprejmemo pa tudi človeško trpljenje kot enega od ključnih temeljev naše eksistence. Sej gre z roko v roki. Sej, če pogledamo vse eden je zelo lepo, ne vem, je bila ena gospa in gospod je rekel prej, sej v bistvu gre za isto zgodbo, tako kot so uplenjene živali, sej smo na isto uplenjeni ljudje. Pač, če bi realno pogledali, ja, lahko gledamo, nič nam ne manjka, hkrati nam pa zelo veliko manjka. Ja, seveda, ker zdaj, če smo danes celo oddajo slikali prizore živilskih kamionov, ne, lahko naslikamo zdaj mogoče za razmislek naslednji oddaji en nov prizor, da v tem trenutku neka noseča 19-letnica v Kongu praktično v suženjskih razmerah koplje kobalt, ki bo jutri našel pot v naše fancy telefone. Točno to. In tukaj je problem, ne? Nihče ni pa pripravljen, nihče od nas, vključno z mano, iti nekam, kar bi bila edina rešitev. To je pa to, kar sem rekel, predati tudi sebe. To ne pomeni samo, da telo predaš, predati tudi sebe, zmanjšati, bodi si, da je to potrošnja, iti res nekaj stopničk nižje. Jaz nočem, da rečem bolj primitivno raven, ampak morda celo bolj globjo raven, pa ne mislim nič karkoli tazga, ampak a je res vse to, kar toliko potrebujemo, vključno z mano? Mogoče pa sočutje do živali samo začetek. Ja, najlepša hvala za tale super konc, ki je napovedal prihodnji začetek. Hvala za tvojem udaju, da res super, tako da sem prav užival v vseh menjih. Slišmo naslednji teden. Važi, živijo. Adijo. Spoštovani in cenjeni, to je bil še en toplovod. Naj povem ob koncu še tole. Projekt Discord je uspel. Tukaj se je razvila kar ena taka ognjevita razprava. Res, da obstaja celo neka tipka, kjer jaz lahko omejim število uskokov na časovno enoto, da lahko samo 2krat v 10 minutah recimo oddaš svoj glas ali pa mnenje na temu Discordu, ampak moram reči, da me tole presenetilo. Bom skušal prihodnjič še bolj ažurno se upletati v debato tudi v tem mediju, drugače pa še enkrat za vse tiste, ki še niste, poiščite na spletni strani val202.si med podcasti Toplovod in zraven najdete ikono, kjer piše Discord. Če imate profil, samo kliknete in ste not, če nimate profila, naredite profil. Če je meni uspelo,
pa sem res na nizki, bom rekel, digitalni evolucijski stopni, sem prepričan, da bo tudi vam s pnevmatskim serijskim rušilcem Cirejem se za teden dni poslavljava. Spoštovani in cenjeni, hvaležen sem, da lahko tole izvajam z vami. Živjo.